Iskra govori. Zakaj si tu? Pogovori z nevladniki iz Istre in Krasa. Patricija Lovišček, zakaj si tu? Ne znam ali pa ne morem odgovoriti z eno besedo. Zagotovo sem tu, da najprej ljubim, potem pa ozaveščam, razlagam, pojasnjujem, podpiram, povezujem, sem v etru, skratka, en kup teh reči na to temo. Super, torej, drage gledalke in gledalci, dobrodošli na prvi epizodi podcasta Iskra govori. Z nami je Patricija Lovišček, defektologinja, psihoterapeutka tudi. Samo v začetnih fazah. Ki svoje izkušnje je nabirala v različnih okoljih, na mestni občini Nova Gorica, v zaporu celo, v epicentru, v mladinskem centru občine Piran in pač zdaj je osrednja figura zavoda Modri december, tudi osebnost Primorske, leta 2018. Za leto 2018, ja. Tako da v bistvu veliko predznakov. Moje ime je Borut Jerman, drugače predsednik Pine. Pina izvaja program stičišča Iskre, Krasa in Brkinov. In namen tega pogovora je osvetliti, kakšni ljudje stojijo za nevladnim sektorjem, tem bav-bavom, skoraj da ne dojetim v javnosti. Nekako si že nakazala, kaj je tvoja osebna motivacija oziroma neke značilnosti, ki te ženejo, to, da se aktivno vključuješ v družbeno dogajanje, kar se nadejam, da bo skupaj v tem pogovoru poglobila ta pogled tebe. V bistvu bi me zanimalo, da začneva že z mladostjo, z otroštvom. In me zanima, če se spomniš, kateri trenutki iz otroštva ali mladosti so te nekako popeljali ali pa imeli neko odločilno vlogo pri tem, da si v življenju se namenila na pot, na kateri si danes? Mislim, zagotovo, tako kot se spomnim, mi je živo ostaja v spominu to, da sem vedno imela svoje mnenje. Bodisi znotraj družine, bodisi izven. Včasih sem ga seveda povedala na glas, ne pa tudi vedno, če okolje ni bilo ustrezno ali pa primerno, sem ga tudi zadržala zase, ampak sem ga pa imela. Spomnim se, ko sva z očetom velikokrat imela kakšne silne debate na temo pač nekih družinskih ali drugih vrednot, ampak se spomnim, da sem že kot otrok imela svoje mnenje in mi ga je bilo dovoljeno tudi imeti. In moram reči, da še danes sledim temu. Če imam neko svoje mnenje, za njim, ne samo, da ga izrazim, ampak za njim tudi vedno stojim. Tudi, če vem, da se nasprotna stran z menoj ne strinja, ali pa celo, da ima res kontradiktorno mnenje od mojega, ampak se mi zdi to ena taka dobra vrednota. Vedno bolj se mi zdi, da je pomembno, da imamo ljudje lastna mnenja, da za njimi stojimo in da ne res kot slepe, kakorkoli že, sledimo večini samo zato, da smo. Tako. In samo to, da si pač imela vedno lastno mnenje, kako si to povezovala z neko interakcijo z ostalimi ljudmi? Ker v bistvu to, kar počneš v življenju, je na nek način neka družbena angažiranost. In me zanima kot otrok, kako si dojemala ljudi okoli sebe, mogoče najprej v primarni celici, družina in prijatelji, in potem tudi širše. Kaj ti je nagovorilo, da si v bistvu razvila nek interes, takšen ali drugačen, po temu, da rešuješ izzive, ki jih kot družba imamo? Mislim, po mojem je to zagotovo malce povezano tudi s karakterjem. Zdaj, s karakterjem se pač rodimo. Ga pa seveda skozi življenje lahko tudi malo klešemo, oblikujemo, raztegujemo, širimo, ampak z nekim osnovnim karakterjem se zagotovo rodimo. In temu ne morem oporekati, tudi na to nimam nobenega vpliva, oziroma nisem imela vpliva. Zdaj, jaz zagotovo izhajam še iz tistih časov, ko
kako naj zdaj rečem, neka beseda otroka, ne, pač ni mnogo veljala. A ne. Takrat niso vladale take demokracije kot danes, a ne, ali pa da bi imeli otroci, seveda smo imeli pravico obstajati in povedati kaj, a ne, ampak takrat se je to družbo ali pa družbeno uveljavljanje pač drugače razumelo, a ne, ali pa ga tudi realiziralo. A ne. Vsekakor pa vem, da sem v sebi vedno čutila to ne potrebo, ampak mogoče misel na to, da smo drug do drugega pošteni, korektni, iskreni, da se imamo radi, da se podpiramo, da ne pogledamo stran, kadar se komu kaj slabega ali pa hudega godi. Ena ta socialna nota, ne v smislu socialnega dela ne, ampak tako bolj v bistvu sočutja do drugega, ne. In se mi zdi, da je to zagotovo tudi ena lastnost, ki me je, bom rekla, v življenju peljala po poti, pravzaprav tudi izbire poklica, ne. Nenazadnje tudi moj poklic tak, ne, da delaš za druge, z drugimi, jih podpiraš, ne vem, jih učiš, kakorkoli že, ne. Seveda tudi pomagaš, čeprav jaz tako zelo ne uporabljam besedo pomoč, a ne. Jaz raje rečem, ne da ti pomagam, ampak da te podpiram tam, ker ti to potrebuješ, a ne. Ker ljudje včasih mislimo, da smo tu zato, da pomagamo drugim, ne da bi sploh preverili, ali drugi pomoč sploh potrebuje, ali si jo sploh želi in tako naprej. Tako da sem malček previdna z besedico pomagati. Raje rečem, te podpiram, a ne, ampak ti mi povej, kje želiš, da te podprem, jaz te pa podprem, če to znam in zmorem, a ne. V bistvu me je zanimivo to, da v bistvu ravno iz teh nekih vrednot pač podpore in neko, kot sem razumel že v rani mladosti, pač željo po podpori in drugim ljudem, ki pač podporo potrebujejo. Zakaj pa izbira študija defektologije? To je pa bilo tako, da sem jaz iz lastne izkušnje, ki sem jo dobila, želela jo tudi udejaniti. Sej, mogoče se bo slišalo tako malo čudno, ampak jaz sem v srednji šoli bila v dijaškem domu. Kar je meni bilo zelo fajn. Jaz nisem šla težko od doma, ampak sem šla rada od doma. Še danes sem tako, a ne, grem rada od doma, se seveda tudi rada vrnem, a ne. In meni je bilo preprosto všeč to delo, ki so ga tam opravljali ti vzgojitelji, a ne, v dijaškem domu. Pri čemer sem se ves čas pogledovala z delom s tistimi mladimi, ki pa hodijo zelo po robu ali pa grejo čez pa se vrnejo, pa grejo čez pa se vrnejo. Ne? Torej me v bistvu ta populacija, ki ne samo tale, bom rekla, večinska, tipična, ampak tista, ki tako, a ne, malček eksperimentira, a ne, hodi po robu, zagotovo sem tudi sama bila del nje, ne, vsak mladostnik gre skozi ta del svojega življenja, a ne, ampak me je v bistvu to potegnilo, ja. Tako da od tod želja po študiju, ja. In v bistvu, ja, lahko rečemo, oziroma bi se strinjala, če bi rekel, da se veliko lahko naučimo o družbi ravno skozi prizmo ljudi, ki so na marginah. Tudi v obnašanju, v dojemanju, v problemih, ki lahko pač psiha ali pa fizična drugačnost prinese. Absolutno. Jaz mislim, da se v povprečju ne moramo nič novega naučiti. Če je dan enak dnevu, če srečujem vedno enake ljudi z enakimi kapacitetami, z enakimi veščinami, z enakimi potenciali, z enakimi kompetencami, mislim, kaj se lahko od njih naučim. Kot tudi sama mislim, da se ne moremo učiti samo od boljših od sebe. Boljših v smislu tisti, ki imajo več znanja, več veščin, več kompetence. Ne? Lahko se veliko več naučimo od tistih, ki imajo manj znanja, manj kompetenc, imajo pa bistveno drugačno življenjsko pot, praviloma bogatejšo. To ne pomeni vedno boljšo in lažjo, ampak zagotovo bogatejšo z izkušnjami. Konec koncev sem to izkušnjo dobivala v vseh letih delovanja v zaporih, a ne? Ja. Ker je tudi populacija, ki je hodila zelo po robu, padla dol, šla gor, padla dol in tako, a ne? Ja. V bistvu ta izkušnja v zaporu me izredno zanima, se bomo vrnili malo kasneje. Ampak ja, prva delovna izkušnja je bila kot poznam na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica. Tako je, drži. In v bistvu skozi študij in skozi to, kar sva zdaj, o čemer sva se zdaj pogovarjala, v bistvu je vedno ta neka radovednost
oziroma povezana z nekimi marginami, z neko potrebo po podpori. Sklepam, da je tudi to bilo izhodišče, zakaj se zaposliti v bistvu neki strukturi, ki naj bi bila namenjena temu, da ustvari okolje, ki lahko potem v bistvu pomaga, podpira institucije in organizacije, da nudijo tako vrst podpore. In kako je bila ta izkušnja na občini? Drži. Je bilo pa takrat tako, da je to zelo sovpadalo. Sovpadalo je z zaključkom mojega študija in z istočasno ustanovitvijo novo nastalega urada za mladino. To je v bistvu urad za mladino, ki še obstaja, zagotovo nacionalni urad za mladino še obstaja. Takrat so se pa ustanovili tudi nekaj lokalnih po mestnih občinah, če imam prav spominu. To je bilo leta 1994. Tako da je to sovpadalo, oni so rabili nekoga, jaz sem želela službo in je v bistvu se na ta način to poklopilo. Tako da sem v bistvu na to mesto šla tako zelo neizkušena, tudi ne z poznavanjem niti sektorja, niti nobenih delovnih izkušenj nisem imela, razen teh praktičnih iz praks v času študija. Tako da ja, takrat je v bistvu bila naloga postaviti prvi mladinski center v Novi Gorici, tako da sem v bistvu sodelovala pri teh zametkih, zgolj zato, ker sem potem že šla stran. Ampak ja, to so bili moji prvi koraki, tam sem seveda opravila pripravništvo, naredila strokovni izpit in tako naprej, ampak sem potem kmalu odšla. Koliko časa je bilo to, si bila na občini? Po mojem je to bilo leto pa par mesecev, manj kot leto in pol. Mislim, da je bilo leto pa 5 mesecev, ja, tako. In potem naslednja služba je bila že v zaporu? Koper, tako je, ja. Okay. Torej selitev in druga služba, ja. In ta izkušnja, pač tudi prej smo že omenila, ja, ljudi na margini, tudi mi s Pino smo izvajali določene aktivnosti v zaporu in nikoli ne bom pozabil izkušnjo s Tomom Križnarjem, ko smo imeli filmske večere in je Tomu prišel pokazati svoj film in kako se je on pogovarjal z ljudmi. V bistvu je začel, takrat se spomnim debato, je rekel, ne mi govoriti, da niste naredili napak, ker gledam to, da ste tukaj, ste nekaj naredili, ampak to je samo en kamček v temu, kar vas definira kot ljudi. Ni to determinanta, absolut, ampak je pa nekaj, ki nekaj pove o vas. In v bistvu ja, me zanima, kaj ti je ta izkušnja dala, ker to je v bistvu, se mi zdi, da je neko okolje, ki je povsem neznano ljudem, ki pač te izkušnje v prvi vrsti nimajo in zaradi tega tudi verjetno precej stigmatizirano, ker je povezano pač z nekimi negativnimi stvarmi, negativno percepcijo. Tako da me zanima, kako to izgleda v praksi. Ja. Torej, jaz sem se tam zaposlila zato, ker sem se želela priti živeti na morje. Mene je morje, ne to, sonce pa plaža pa sončenje, ne to, sploh ne, to še danes ne počnem, ampak ta odprtost, ta širina, ki jo morje daje, ta neskončnost, ki ne vidiš konca in tako naprej. Moj občutek po svobodi je zelo visok namreč. In že to, da gledam morje namesto hrib, je same že občutek svobode, pač drugačen občutek svobode. Tako da sem v bistvu se v zaporih zaposlila zato, ker sem se želela preseliti na obalo, v Koper, in je takrat pač bil objavljen razpis in sem se prijavila in me na srečo pač izbrali. Drži vse to, oziroma drži. Strinjam se z vsem tem, kar si rekel, glede zaporov. Moram reči, da je to bila moja zelo dobra, lepa in predvsem dragocena izkušnja. Tam sem delala polnih 11 let. Delala sem kot pedagoginja, svetovalka in imela v bistvu pri svojem vsakodnevnem delu direkten stik z zaprtimi osebami. Ja, strinjam se tudi s tem. Tudi sama nisem nikoli vodila razgovorov, oziroma nisem nikoli dovolila, da se sploh pogovarjamo o tem, a ste naredili kaznivo dejanje ali ne. V zaporih smo se striktno vikali, kar je bil to izraz nekega spoštovanja in neke tudi profesionalne distance. Torej, nima smisla, da se pogovarjamo o tem, a ste naredili kaznivo dejanje ali ne. Jaz imam tukaj sodbo, lahko se pogovarjamo, kako od tu dalje zdaj preživeti zapor, kolikor ga pač morate preživeti in predvsem, kako živeti po zaporu. Meni se je pri mojem delu vedno zdelo pomembno, da imam ves čas pred seboj človeka, ne pa dejanje, ki ga je naredil. Mislim, da če tega ne bi imela, bi svoje delo bistveno težje opravljala in tudi vprašanje, koliko časa bi ga opravljala.
Kar se mi je zdelo pomembno pri mojem delu, pa to velja še danes, pri katerem koli delo delamo, če delamo z ljudmi, da sem skušala slediti temu reku, ki sem ga nekje prebrala. To ni na mojem zelniku zraslo, ampak sem prebrala, in tako se mi je usedlo, da ko delamo z ljudmi, je fino, če smo topli do človeka in hladni do problema, in ne obratno. Torej, da ne polagamo vso pozornost na problem, ker če to naredim, potem absolutno zanemarim človeka. Ga dam na tretjo pozicijo. To se mi zdi, da je tako koristno pri delu z ljudmi, torej in v zaporu in kjerkoli druge, ker vedenje je vedno klic, vedenje je vedno apel. Tukaj sem, poglej me, pomagaj mi, podpri me, karkoli že. Drugače pa ja, vse zaprte osebe, torej to so bili odrasli moški, v koprskem zaporu prestajajo kazen polnoletne odrasle moške osebe. Skoraj za vse si upam trditi, da so imeli kar težke zgodbe za seboj, da je bilo kaznivo dejanje pač v marsikateri situaciji neka logična posledica, da si to lahko skoraj da predvidu, ja, tle ne bo šlo drugače, kot da bo zabredel v kazniva dejanja. Seveda ne morem, oziroma zdaj je že veliko let, kar meni tam, ampak ko sem bila tam, seveda ne morem ravno tega za vse reči, ampak to ni bil point. Mi se tam nismo pogovarjali o tem, pa vrednotili, pa ocenjevali, pa karkoli že, modrovali in tako naprej. Šlo je za to, da torej naša naloga je tam bila, da smo jim nudili tisto podporo, ki jo oni potrebujejo v času prestajanja kazni in so jo pač to podporo od nas dobili. To je bila vloga oziroma je naloga pedagoga svetovalca v zaporu. Seveda smo bili vedno prvi na udaru, ko smo jim povedali dobre novice, in obratno, ko smo jim povedali slabe novice, ne boš dobil pogojnega odpusta, ne morete iti na prosti izhod in tako naprej. Ampak to je bilo pač naše delo. Zato smo tam bili v službi, zato smo bili plačani, skratka. V bistvu me je kar zanimivo, tudi če pogledamo v bistvu popularno kulturo, obstaja ta fascinacija nad kriminalnim aspektom življenja. Vidimo recimo v sosednji Italiji Saviano za Gomorro, najprej romanom, pol filmom, pol celo serijo. Mare Dentro, ko je zdaj serija v bistvu o mladostnikih v zaporu v Neaplju. In že tudi sam Hollywood, Amerika in evropski film. Spet se mi zdi, da se vračamo na to, da ljudje na margini, v smislu, da so v teh zgodbah je potencirano boj, neka notranja borba, ki se eksternira seveda kot nek simptom v kriminalnem dejanju, v odvisnostih, ampak v izhodišču je to v bistvu odziv nemoči na neke globlja vprašanja, globlje izzive, ki nam družba postavlja, s katerimi se vsi soočamo v večji ali manjši ravni. In v takih primerih je to zelo, bom rekel, kot sem rekel, na neko potenco dano, ampak se mi zdi, da berem to fascinacijo na tem svetu, ravno zato, ker pač vsi na nek način smo s tem soočeni. Kaj bi ti rekla? Ja, absolutno. Mislim, življenje je tako, kot je in mi vsi živimo na tem planetu Zemlje, ker smo se pač na tem planetu rodili. Smo pa vsi neenako opremljeni z nekimi strategijami, lahko tudi obrambnimi mehanizmi, ne nazadnje karakterjem, kako se s temi življenjskimi izzivi soočati. In enim je pač težko. Dobro, seveda treba je tudi povedati, da nimamo vsi enakih izzivov, ne rodimo se vsi v istih družinah in nimamo vsi podpornih okolij, bodi si v matični družini, bodi si v nekem drugem širšem okolju. Ne moramo se enačiti, ampak tudi če imamo enake izzive, pa nismo vsi enako opremljeni, kako se z njimi soočati, jih preživeti, jih skratka, kakorkoli že se soočati in zborbati z njimi. Ja, vse to so posledice, vse odvisnosti. Ljudje, ki gredo v odvisnosti, nosijo pač težke zgodbe. Take, ki jim sami z nekim običajnim življenjem niso kos. Ampak to ne kaže na njihovo nemoč. To v bistvu kaže na en skupek nekih različnih okoliščin. Tako da, ne vem, v življenju sem se zagotovo naučila tudi to, da ni v redu, če mi na eno situacijo
ali nekega človeka pogledamo samo z enega zornega kota. Ker če jaz gledam samo z enega zornega kota, vidim samo eno sliko. In to ni ok. Nobena situacija in noben človek nima samo ene slike. Tako da, če zmoremo pogledati na eno situacijo z več zornih kotov, je ta slika bolj jasna in je manj, lahko si ustvarim bolj realno sliko, si ustvarim bolj realno mnenje in predvsem boljše in lažje zaživim, sobivam, delam ali kakorkoli že s tem človekom. Ja. Ampak po drugi strani pa vsaj jaz skušam tudi razumeti frustracijo ljudi, ki se seveda bolj ali manj soočamo s podobnimi izzivi v življenju. In ta frustracija izhaja iz tega, da pa vendarle jaz se skušam držati pravil, ki smo se jih dogovorili kot družba. In seveda je neka osnovna jeza do nekoga, ki pač ni bil sposoben in je popustil teži in izbral pot, ki je velikokrat dojeta kot lažja. Kar pa me zanima je pa res tako, je lažja. Jaz tako kot vidim, kot sledim, ni ravno lažja izbira. Je izbira, ki je pač posledica nekega neizhoda. Seveda obstajajo ljudje, ki so inherentno zlobni, sociopati in tako, ampak mislim, da velika večina pač enostavno zdrsne v enem trenutku življenja. Ja, zagotovo, sigurno. Zdaj, to mogoče tudi terja nek širši pogled, ne? Kaj je lažje, kaj ni lažje. Ne? Nekaj truda, nečesa še drugega, časa, ne vem, denarja, volje, kakorkoli že. Ne? Enim je lažje biti v coni udobja. Kar ne pomeni, da cona udobja prinaša višja kvaliteta življenja in prinaša več zadovoljstva, radosti in tako naprej, sploh ne. Ampak jim je lažje ostati v coni udobja, kot karkoli spremeniti. Kljub temu, da v tej coni udobja jim ni v redu, oziroma celo jim je zelo slabo, lahko trpijo, lahko so žrtve različnih oblik nasilja in tako naprej, ampak jim je to lažje preživljati, kot narediti spremembo. Tako da tudi tu, težko zdaj rečemo, kaj je lažje in kaj ni, pač ker je to odvisno od človeka, ki na eni strani sedi ali pa stoji. Enim je lažje izbirati, ostajati v nelagodju, kljub temu, da v bistvu ni lagodje. Torej, se slabo počutijo, ne vem, obubožani, žrtve nasilja in tako naprej in tako naprej. Poznamo teh zgodb kar nekaj v življenju. Imamo pa na drugi strani ljudi, za katere jim ni potrebno imeti zelo velike izzive ali pa zelo velike bolečine v življenju, da delajo korake naprej, ampak jih delajo že preprosto zato, ker se jim zdi ne samo fajn, ampak tudi dobro, da grejo naprej, ne vem, se obrnejo vlevo, naredijo stopničko više in tako naprej. Tako da tle po mojem ni enoznačnega odgovora, ker je pač odvisno od človeka, ki se s tem izzivom in s temi načini življenja oziroma oblikami življenja pač sooča. Če bi tle v bistvu se nazaj vrnil na to, kar sem si tudi zapisal, pač tvoj princip topla do človeka, hladna do problema. Pač dve smeri premisleka je to spodbudilo v meni. Prva je v bistvu eno vprašanje, s katerim se ukvarjam že kar nekaj časa, in to je vprašanje človeške narave. In osebno pač sem bolj na stališču, ki ga je zagovarjal, ne vem, že Freud, in potem recimo je zanimiva avtorica, recimo Hannah Arendt, s tem v bistvu banalnostjo zla. Se mi zdi, da velikokrat, vsaj v nekem splošnem dojemu človeške narave, je narava človeka predstavljena kot inherentno dobra in je potem družbeni kontekst, karakter, slabe odločitve tiste, ki sprožijo neko slabo. Jaz pač ravno na podlagi tega premisleka vidim, da je zelo prisotno vseh izmed nas in je v bistvu kontekst življenja, splet okoliščin, tisto, ki ti v bistvu nekateri imamo to srečo, da vsaj zaenkrat, da nismo bili v situaciji, ko ni z nas pritegnila tudi ta del sebe. In se mi zdi, kot družba imamo velik izziv v tem, da si ne priznavamo, da pa vendarle ljudje, ki so sposobni grozodejstev, niso dosti različni od nas samih. Samo kontekst, ki je iz njih spravil to, je bil drugačen. Absolutno se strinjam. Jaz to razlagam v kontekstu avtizma, pa samo navežem, da na nekem drugem primeru pojasnim, da se globoko strinjam s tem.
ko govorimo o nasilju, veliko krat pa tudi pravzaprav družbeno to razlagamo kot, da je nasilna tista oseba, ki je tudi sama žrtev nasilja. V smislu, da ima to izkušnjo. Jaz pa trdim, da ne. Da je okoliščina tista, ki lahko prav vsakega od nas postavi v situacijo, ko postanemo nasilni. In to je zelo podobno to, kar si ti rekel. Torej, tale zlo, ki je v nas, ali karkoli drugega, je odvisna res od konteksta. Seveda, zdaj ne govorimo o tem, da je teh situacij vsak dan 5 in tako celo življenje, ampak dovolj, da je ena v življenju. Ker kadar smo mi skrajno ogroženi, vemo, katere 3 opcije izberemo. Vsa človeška in živalska bitja. Zbežimo, otrpnemo ali pa gremo v napad. To so neracionalne izbire. Jaz se ne odločam, bom zdaj otrpala ali bom splezala na streho, ker teče proti meni volk. To je neracionalna odločitev. Ampak nekaj sproži v meni, da se moja podzavest odloči, katero od teh 3 modalitet bom izbrala. Ampak ja, strinjam se, da je enega in drugega veliko v nas, torej dobrega in zla, ampak je od konteksta odvisno, kaj izberemo. Ja. In v bistvu drugi premislek, ki me je v bistvu, ko sem poslušal razne intervjuje in bral o tvojem življenju, je pa to, kako si pri sebi se soočala z, si predstavljam, kar velikim psihičnim bremenom take vrste dela. Ja, mislim, tle sem imela zagotovo kar nekaj dela sama s sabo, glede na to, da sem pač mama avtističnega otroka. Veliko dela predvsem tudi zato, ker sem v času mojega študija se o avtizmu imela priložnost učiti iz samo ene knjige, kjer je na polovici strani bil opisan avtizem, pač to so bila še tista leta, ko o avtizmu nismo v Sloveniji vedeli nič, oziroma v Jugoslaviji. In seveda je takrat za avtizem veljalo, da je za avtizem kriva, med drugim je tako en odstavek bil namenjen temu, da je za avtizem kriva hladna mama. V smislu mama, ki z otrokom ravna kot s stvarjo, kot s predmetom, ne kot s živim bitjem. In seveda pomoči potrebnim in tako naprej. Na srečo nisem obtičala pri tej tezi, sem se pa soočala z ljudmi, ki pa so obtičali ob tej tezi. In sem tudi videla, kako so odreagirali ob dejstvu, da sem ta mama. Ne taka, ampak ta mama, mama avtističnega otroka. Tako da hvaležna sem za vse strokovne članke, ki so seveda kmalu ovrgli to tezo. Si pa lahko predstavljam, kako težko je šele bilo tem mamam v 40, 50, 60 letih prejšnjega stoletja, ko je to bila ena izmed glavnih tez o vzročnosti oziroma pojavnosti avtizma. Pač kako se s tem soočiti in kako se pravzaprav soočiti sama s sabo, je to res, ker se moraš v bistvu sam prevprašati po dolgem in počesa, koliko tega je res. Mi je bil pa tako zelo zanimiv, pa za marsikoga tudi zelo blagodejen članek, zdaj sicer žal že pokojnega eminentnega psihiatra, doktorja Mrevljeta, ki je napisal en strokovni članek prav na to temo, in zdaj bom samo 3 stavke vam potegnila, ampak spada v kontekst. In v bistvu opisal o tem, ko vidite na igrišču, v čakalnici, v vrtcu, kjerkoli že, mamo, ki je taka brezvoljna, deluje brezčutna, podočnjaki so čist dol do brade, skratka brezizrazna, brez energije, brez niča, verjamem, da bo to v vas vzbudilo potrditev te teze. Seveda, se ne more biti otrok drugačen, kot tak, kakršen je, ob mami, ki izgleda točno, kot sem zdaj opisala. Ampak on je rekel, dajte obrniti zgodbo in poglejte jo z drugega zornega kota in preverite, a ni mogoče mama v takem stanju zato, ker je izčrpana, utrujena, kronično neprespana in brez sogovornika, s katerim bi lahko delila svoje dileme, bolečine, strahove v zvezi s tem, kako
preživeti oziroma kako vzgajati in kako razmišljati o svoji prihodnosti s svojim otrokom, ki je avtističen. In to v času, ko o avtizmu nismo v Sloveniji vedeli nič. A ne? Tako da ja, tudi sama verjamem, da sem tako zgledala mnogokrat. A ne? Ampak tudi to je lahko, ne? Pogled na neko situacijo ali pa na nekega človeka z povsem drugega zornega kota. Vmes imamo pa še 10 drugih zornih kotov, ki lahko nas oddali od tega, da si lahko ustvarim samo eno mnenje. In to tudi sicer tako v življenju pogosto naredimo, ko sodimo in pokažemo s prstom samo na prvi pogled. Ne? Dovolj je, da nimaš ustrezne obleke, frizure, ne vem, da nisi dobre volje, kot si vedno vsak dan. Ne? Aha, nekaj se dogaja. Ne? Lej, ne vem, pojma nimam, kaj se dogaja. Vem, da se nekaj dogaja, na kraj pameti mi ne pade, da bi že kar vedela, še manj pa sodila. Ne? V bistvu, kar je na nek način ta v bistvu zlitje tega, da si pač, da imaš v prvi osebi izkušnjo z otrokom z avtizmom. V bistvu me zanima, kdaj, oziroma če bi lahko identificirali nek trenutek ali nekaj, kar je iniciralo to zavest, da bo to ne samo tvoja življenjska pot osebna, postala tudi profesionalna. Ker do nekega trenutka si pač delovala v okviru zelo, bomo rekel, rigidnih institucionalnih okvirjev. Mestna občina Nova Gorica, zapor, verjamem, da so bile stvari precej definirane, urejene. Zelo, ja. Predvsem urejene. Epicenter v Piranu tudi v sklopu javne službe. In kdaj je bil tisti preklop, oziroma je nek trenutek, ko si rekla, ko si razumela, dojela, začutila to, kar se mi dogaja v življenju, to, kar sem jaz dala skozi, lahko postane nekaj, ki, če se vrnemo na tisti začetek, naredim nekaj, da podprem ostale, ki imajo podobno izkušnjo. Ja, jaz se zelo dobro spomnim tega trenutka. Ja, nazadnje sem delala v mladinskem centru v Piranu s krasno ekipo, krasno delo, krasen direktor, skratka, vse je bilo okej, nisem šla iz drugih razlogov stran. Ampak pred več kot, če imamo letos 10. obletnico, to mora biti kakšnih 12 let od tega, prav spomnim se, kako se mi je urivala misel, kot nek klic, da bi morala ali pa si želela na področju avtizma narediti več. In točno s takimi besedami so se moje misli ukvarjale, kot si jih samo uporabljala. Jaz sem že takrat bila na voljo, ti starši so na nek način zvedli par zame, in so me poklicali, to so bili meni nepoznani ljudje, in so me poklicali, živjo, gospa Patricija, ko sem slišala in tako, in jaz sem o tej moji izkušnji vedno brez težav in zadržkov govorila, ampak jaz sem to počela kot oseba, Zdaj, vedela pa sem, da če hočem narediti nekaj več, moram to postaviti v nek formalen kontekst. In sem potem, te misli so kar bile, in so se kar prihajale, urivale, in tako naprej, in sem rekla, nič, verjetno bo treba nekaj narediti, verjetno je ta klic, ni bil samo eden, prav res tako neke porive sem čutila. In je to se dogajalo v enem takem dost mirnem našem življenjskem obdobju, mojem pa tudi družinskem. In sem potem v bistvu iskala načine, kako se tega lotiti. Nisem imela ideje, kako sploh pristopiti. Jaz se nikoli nisem ukvarjala z nevladnim sektorjem. Pač vedno sem delovala v javnem sektorju, in nisem imela niti znanj, niti izkušenj, skratka nič. In sem potem razmišljala o tem, pa malo brskala, in potem sem šla na en startup vikend tu na obali in sem tam dobila jasno sliko. Veš, dobila sem dovolj informacij, da sem lahko si ustvarila neko sliko, kaj to pomeni. In sem šla v akcijo. Odločila sem se, da bom ustanovila zasebni zavod in ne društvo. In je potem ta pot šla tako, torej zelo hitro, zelo hitro se je to odvilo, od registracije do prvega delovanja. Počutila sem se zelo zanimivo, počutila sem se svobodno ob tem. Pri čemer sem jaz zavod ustanavljala, ko sem jaz bila še v redni službi. Jaz sem 5 let še delala eno in drugo.
In tudi zavod je tudi takoj zaživel. Ne. Jaz sem že čez manj kot pol leta imela torej organizirala prvi seminar, kjer je toliko prijav prihajalo, da sem morala 10 dni prej menjati lokacijo, ker ne bi sicer mogli sprejeti vseh zainteresiranih udeležencev. Ne. In to je kazalo na točno to, kar sem jaz prej ves čas videvala, doživljala in ocenila. Tega znanja mi nimamo. Niti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, niti v zasebnih življenjih, torej niti med strokovno, niti med laično javnostjo. Ne. In sem potem v bistvu sprva smo itak se ukvarjali pretežno z izobraževanjem in usposabljanjem. Ne. Šele kasneje so prišle na vrsto storitve oziroma neki programi za osebe z avtizmom. Ne. Ampak je to šlo pač tako, se je pač razvijalo v skladu z nekimi okoliščinami tudi, no, in z možnostmi. Ne. Ja. V bistvu, če spremljam tvojo zgodbo že nekaj časa, ne, se poznava že takrat, ko si bila na Epicentru. In v bistvu, ko sem pripravljal pač izhodišča za ta pogovor, v bistvu sem nekako izkristaliziral, kaj je v bistvu, iz kje izhaja to izjemno spoštovanje, ki imam do tebe. Ne. In to je v bistvu ravno iz tega poguma, ki sem ga vedno čutil. V bistvu tudi delu v Epicentru ukvarjali ste se z kar zahtevnimi okoliščinami. Pač mladostniki v Piranu niso ravno pač lahka tema in področje. In seveda potem tudi začetno delo z Modrim decembrom, odločitve, da pač pustiš redno službo, greš v nevladni sektor in odločiti tudi potem najem zasebnih prostorov v Kopru. In v bistvu pogum, in tudi ne nazadnje to, da kot si rekla, sama ta odprtost do tega, da deliš svojo zgodbo, da deliš nekaj, kar je definitivno tudi povezano z bolečino, ampak vedno na tak mehek človeški način. In ta pogum je v današnji družbi izredno redek in je ta pri tebi ravno to, kar te pač naredi človeka takšnega, kot si. In lahko rečem, da to izredno spoštujem. Ampak v bistvu, kar pa me zanima, je ravno v bistvu to, kar ima problem naša družba. Ravno ta odnos do, vem, da je grozna beseda, do nenormalnosti. In bi rad vedel od tebe, kaj zate pomeni biti normalen, oziroma kaj je ta normalnost, o kateri vsi govorimo. Hvala, da imaš tako mnenje o meni. Počaščena, hvala. Tako kot ne uporabljam besede pomoč, tudi ne uporabljam besedo normalnost. Zato, ker če jaz zase rečem, da sem normalna, ker zase vem, da nimam avtizma, ne? Tudi če zaključim tle stavek, istočasno sporočam, on, ki pa ima avtizem, pa ni normalen. Zdaj, kdo sem jaz, da lahko sodim, kaj je normalno in kaj ni? Mislim, nimam nobene podlage za to, nimam nobene te moči, kompetence, ne vem še kaj, da lahko sodim, kaj je normalno in kdo je normalen in kdo ni. Jaz uporabljam besedo večinski ali pa tipičen, nevrotipičen in pa manjšinski, avtističen, z avtizmom in tako naprej. Ne? Težko bi odgovorila na vprašanje, kaj je normalno. Ne? Zdaj, če je povprečje in večinskost tisto, kar je normalno, to zame ni normalno. Tako kot sem prej rekla, ne? Če se sukam v neki sredini, ki je zelo tipična, zelo normalna, zelo večinska, ker se ne dogaja nič novega, mislim, težko rečem, da je to normalno. Lahko pa rečemo, da je to večinsko. Ja, lahko tudi rečemo, da je povprečno. A ne? Kar meni v današnji družbi ni normalno, je to, da ne sprejemamo vsega tega, kar ni v povprečju. Oziroma, nekdo bi rekel, kar ni normalno. A ne? Zdaj, tudi sama se mnogokrat sprašujem, še bolj sem se v preteklosti, ampak še vedno si sama sebi odgovarjam na vprašanje, kaj botruje odločitvi ljudem, da so bodisi milo rečeno nesprejemajoči do oseb s posebnostmi ali pa do oseb, ki so drugačni, s posebnimi potrebami, kakorkoli, a ne? Teh netipičnih. A ne? Torej, kaj botruje njihovim odločitvam, da jih ne sprejemajo in
Torej, tu imam neke odgovore, morda tako, moja misel gre predvsem v to, da so strahovi v ozadju, ker teh stvari ne poznamo. In kadar stvari ali pa nekih situacij ali pa ljudi ne poznamo, pomislimo praviloma na slabše, ne na boljše scenarije. Ne? Verjetno bi lahko kaj naredil, me bo užalil, me bo udaril, me bo brcnil, ne vem, pač karkoli. Ne? Tudi zato, ker to mogoče kdaj tudi vidimo. Ne? Ampak česar pa res ne razumem, je pa to, kaj žene ljudi, da so pa do teh ljudi torej korak več, nasilni. Ampak ta nasilja niso več, jaz jih ne smatram, mislim, jih ne dajem več v okvir medvrstniškega nasilja, a ne? Sej medvrstniško nasilje je tudi med odraslimi, ni samo med mladimi, a ne? Ampak so to okrutna dejanja. In se sprašujem, kam smo mi kot družba zagrezeljni, da je med nami veliko posameznikov, ki so res ne samo nasilni, ampak okrutno nasilni. Imam seveda tudi na to kakšen odgovor. Zagotovo med njimi je tudi ta, da so v osnovi ti ljudje, jaz mislim, da so v osnovi ljudje, ki so nasilni in okrutni, predvsem žalostni. Na vrhu sicer se vidi jeza, ampak pod jezo je vedno žalost. Jeza ne pride z nič. Pač jeza je druga faza žalosti. In potem seveda se sprašujem naprej, zakaj je toliko žalostnih ljudi med nami? Kaj tako kot družba narobe delamo, da je toliko žalostnih ljudi med nami? Ker je tega nasilja ni konca. Mislim, ne mine dan, da nekje, pa jaz res ne vesim veliko v medijih in tako, da bi vse spremljala. Ampak, lejte, prejšnji teden, ko smo imeli projekcijo tega filma Deček v rozah hlačah v kino Oden Izola, ja. Istega dne se je eno dekle v Sloveniji vzelo življenje. Istega dne. Skratka, sicer ne poznam veliko ozadij, ne vem, kaj je bilo v ozadju, ker se pač nisem niti imela časa in tako ukvarjati s tem, ampak tako ne gre nam dobro, no. Res nam ne gre dobro v družbi. Res ne. In vedno, ko pa naletim ali pa srečam na tako ekstra prijazne ljudi, mislim, si rečem, wow, kako fajn, da smo še, ali pa da so še med nami take ljudje. Zato tega, ker večina je na drugi strani. Res. Ravno zato sem v bistvu uporabil ta pojem, ki ga ne maram, normalnost, ampak se mi zdi, da veliko vidim vsaj v nekem splošnem diskurzu ravno to, da je v bistvu normalnost vedno se pojavi kot konstrukt naproti nečemu, kar ne razumemo. In takrat to, kar postane nenormalno, definira to, kar je normalno. Torej, normalno je vse, kar je drugače od tega, kar je nenormalno. In v bistvu ta pozicija je fulkrat uporabljena ravno zato, da nas postavi na neko superiorno pozicijo in nam dovoljuje, in kot je dovoljevala skozi vso zgodovino, neko razčlovečenje tega, kar ni normalno. In v bistvu, če pa uporabljamo drug pojem, ki si ga tudi ti uporablja zdaj in ga uporabljaš veliko v tvojem delu, je v bistvu pojem drugačnosti. In tle v bistvu, kar me zanima, je ravno to, kaj je nekaj, kar je drugače, kdaj nekaj, kar je drugače, postane tudi nezaželjeno, oziroma kdaj se v bistvu vklopi ta strah, ta jeza, oziroma ta strah, ki se zrcali skozi jezo. In v bistvu, kar vidim sam, pri tem, ko pač razmišljam in proučujem družbo, je to, da se absolutno strinjam s tabo, da je spodaj vedno neka frustracija, vedno neka žalost, neko razočaranje, ki zaradi teh v bistvu vzorcev, ki jih tudi skozi celotno politično gibanje, skozi zgodovino je bilo vedno zlorabljeno to, v bistvu se te jezi, ki jo mi ne razumemo, neki frustraciji, nekem razočaranju nad družbo, ki smo si jo ustvarili, je prikladna razlaga, da se kot vzrok na to zalepi nekaj, kar je drugače od nas in se ta frustracija potem kanalizira v to. In kar je fascinantno, žal, to, da tudi ljudje, ki potem to frustracijo eksternirajo na agresiven način, ni da doživljajo neko znatno srečo ali pa olajšanje v temu. In to se konstantno ponavlja. In v bistvu res mi ni jasno, kaj je drugače ko je drugačnost ta, da sem jaz pač, ne vem, močnejše postave ali pa da imam brado, zakaj je ta drugačnost razumljena in spoštovana v večinsko,
kdaj pa ta drugačnost gre čez neko mejo, kamor postane taka, da se jo ne da, da jo nismo sposobni kot družba spoštovati. Celo bi šel dlje od sprejetosti, ker jaz bi rad živel v družbi, kamor sprejemamo drugačnost. In kot si rekla sama, kot si rekla, se ne počutim na poziciji, da bi lahko definiral, kaj je normalno. Tudi mislim, da nihče izmed nas ni nikoli sposoben biti na poziciji, ko lahko reče, katera drugačnost je manj vredna, katera več vredna. Zakaj nekdo, ki ima temnejšo barvo kože, je manj vreden nekaj početi? Seveda imamo tle pravila, zakone, ne bi se niti spuščal v to debato, ampak bolj me zanima peljati v to smer, kako lahko, oziroma iz tvojih izkušenj, ki veliko časa in življenja si posvetila tem temam, je možno vzgajati tudi v spoštovanje drugačnosti. Ja, seveda je možno, ampak z lastnimi dejanji. Najprej, da postavim meje, svoje meje, da si pač nekaj stvari v življenju ne dovolim in da istočasno ves čas spoštujem meje drugega. Ljudje ponavadi se vzbudi ta njihov strah takrat, kadar nekdo prestopi njihovo mejo. Zdaj lahko je to tudi otrok 5-letni nasproti odrasle osebe, ki ima, ne vem, neustrezno ali pa lahko tudi neprimerno vedenje v nekem trenutku, in se človek ustraši in se potem raje umakne. Ampak to postavljanje meja se meni zdi ključno. Ker če jaz postavim mejo, svojo mejo do druge osebe, drugi osebi pač sporočam, da mi nekaj ni všeč, da mi ne ustreza in hkrati prosim za spoštovanje moje meje. Ampak istočasno ne smem tudi jaz iti preko te meje. Te meje mi zelo pogosto kršimo, svoje in druge. Sej, če kršimo ene, kršimo tudi druge. Dobro, zgodi se tudi, da eni konstantno kršijo druge, svojih pa ne dovolijo, pustimo seveda, to so te druge osebnosti, ampak jaz se spomnim enkrat, ko je bila ena taka debata in sem ravno to dikcijo uporabljala, vzgajati druge, in sem dobila tako zelo ostro odziv, veste kaj, jaz pa nisem tu zato, da bom vzgajala druge ljudi. Meni se zdi pa, da ja, vzgoja ne pomeni, dajmo se vseti za mizo pa odpreti zvezek pa začeti pisati, kot si kdo predstavlja. Vzgoja pomeni se pač pogovarjati o teh stvareh, biti spoštljiv do drugih ljudi, do drugih stvari, do drugih mnenj, biti sočuten, ne čutiti smiljanja. To sta dva diametralno nasprotna čustva, dve diametralno nasprotni čustvi, čutiti usmiljene ali pa biti sočuten. Mislim, to je tako, kot pomagati pa podpirati. Ko pomagamo, sej vemo, vsi, ki so pomagali v zgodovini, so pomagali z dobrimi nameni. Zgodile so se pa katastrofe, poznamo, ne bomo šli v detajle, ampak poznamo te zgodbe. Torej, ne imejmo ljudje občutek, da smo vse vedi in da vemo, kaj od druga oseba potrebuje, oziroma še več, kaj je za drugo osebo dobro. Ne vem, kaj je dobro. Dokler mi ne poveš, ne vem, kaj je dobro. Jaz si lahko samo mislim, lahko se pa o tem pogovarjava. Ampak ja, če se vrnem naprej, seveda je možno. Samo zdi se mi, da smo to, vzgajanje družbe, ali pa, da smo v bistvu ljudje obupali nad tem. Da imamo že občutek, da se nič več ne da narediti, res nismo si ustvarili dobre družbe. Res smo zelo, zelo zagrezeni. Ampak jaz sem karakterno zelo optimističen človek sicer, pa pogumna tudi, ja. Zdi se mi, da nikoli ni treba reči, ni nič možno. Vedno je vsaj ena možnost, vedno imam neko izbiro. Je pa res, da je mogoče tudi večina, ne vem, ali pa en delež pač ljudi pač obupa in so rekli, pač ne da se mi več, ne grem se več tega, bom pač skrbel zase in tako naprej. Kar je v današnjem času, ko smo si tudi ustvarili zelo individualistično družbo, je pa to še težje, ker niti nimamo stika več drug z drugim, niti se ne družimo več toliko, kot smo se. Tudi vemo, kaj je ta digitalna doba prinesla in tako naprej. Tako da je težje zagotovo kot včasih, ampak jaz bi težko rekla, da je to nemogoče. Ampak to počnemo vsi s svojim vedenjem. Ja.
v bistvu ravno ta bolečina, ki si omenjala, ne? Ki se potem eksternira skozi različne simptomatike, ampak je vedno neka reakcija. In jaz mislim, da velikokrat se tudi v nevladnem sektorju soočimo z v bistvu prepričevanjem prepričanih, ko organiziramo delavnice, razne vsebine, pač se odzovejo ljudje, ki zelo podobno razmišljajo in morda niti nimajo potrebe po tem, da bi bili, da bi pač deležni teh vsebin. In kar je v bistvu velik izziv, je kako priti v stik z ljudmi, ki v bistvu se ne zavedajo ali pa jih to ne zanima, in to neko občutenje te frustracije, ki jo ustvarja družba, v kateri živimo, ki smo si jo ustvarili, dobi ventil nekje drugje, ne? Dobi ventil v nekih agresijah, v nekem sovraštvu. Jeza je vedno v bistvu nek izraz nečesa, ok, meni nekaj ne štima, ampak ko se to prilepi na to, ok, meni ne štima to, da je zraven mene človek, ki ima temnejšo barvo kože, tle nekaj ni narobe. Ampak res pa nismo sposobni nasloviti to, kaj je ta osnovna bolečina, ki jo ne vemo nasloviti. In se mi zdi, da pač vedno bolj, kot probamo, tudi sam, ko delam, pač probam ljudem enostavno reči, in to vidim, da ti že celo življenje počneš, ne? Pač jaz te vidim, čutim to bolečino, dajmo se o tem pogovarjati. In v tem sva si enaka ali pa podobna. In je zelo težko danes priti do tega. In zelo hitro ljudje zapadajo v to, da izberijo lažjo pot. In tle je veliko pač tudi povezano s politiko, kot sem prej omenjal, z mediji, z tem, da smo pač nagnjeni in smo po naravi leni in je seveda lažje izbrati lažjo pot. Ampak ta izbor lažje poti nas je pripeljal do tega, da živimo v družbi, v kakšni živimo. Res je. Res je, ja. Nismo se bili pripravljeni, oziroma verjetno nam je bilo v enem obdobju lagodno, a ne? In nismo ocenili, da moramo še kakšen trud vložiti, a ne? Pol je bila pa too late, a ne? Pol je bila pa vse prepozno, a ne? In zdaj imamo, kar imamo, a ne? Ampak ja, jaz še zmeraj mislim, da vsak od nas lahko dela. Tudi če narediš eno stvar, jaz eno, ti eno, pa še on eno, pa so že tri, a ne? Če pa ne bo nihče nič naredil, a ne, bo pa samo še slabše. Jaz si to res upam trditi. No. Tako da, ja. V bistvu, če pa gremo zelo naravnost v temo avtizma in Aspergerjevega sindroma. Ne? Kar mi je bilo zanimivo je, recimo, če pogledamo dve izrazito izpostavljeni medijski osebnosti, kot sta recimo Greta Thunberg pa Elon Musk, recimo, kolikokrat se je v bistvu v javnosti skozi različne zorne kote pojavil avtizem kot izgovor za neko obnašanje ali kot v bistvu neko omaleževanje nekega stališča. Recimo pri Greti velikokrat je bilo rečeno, ona je avtistka, kot v smislu, kot če ne moremo jo imati resno. Hkrati pa isti argument se je pojavil tudi, recimo, ko je Elon Musk na inauguraciji pač stegoval to roko, je iz njegovega kroga prišel argument, dajte ga razumeti, pa vendarle je avtističen in človek je bil predstavljen kot največji genij na svetu. V bistvu mi je bilo zanimivo, kako lahko en pojem v temu, da ga res ne poznamo, pač ljudje, ki se s tem ne soočamo, pojma nimamo, kaj to zares pomeni, postane kot nek votli označevalec, na katerega se lahko nalepi karkoli nam paše v določenem trenutku. Tako da bom vprašal nekaj, kar pač je zelo banalno, ampak ja, kaj je avtizem? Avtizem je nevrološko stanje, nevrološka motnja, ne psihiatrična, ne psihološka, skratka, drugačni možgani oziroma drugačno delovanje možgan, ki se kaže kot posebnost v vedenju. Torej, pri avtizmu nam klinična slika ne pomaga nič, ne vem, kri, urin, obseg glavice, ko so dojenček rodi in tako naprej, teža, višina oziroma dolžina, kakorkoli že, to nam nič ne pove. Ne takrat, ne kasneje v življenju. Torej, ne gre za medicinski fenomen kot tak, ampak gre za nevrološko stanje. Gre za drugačno delovanje možgan, kar pomeni, da osebe z avtizmom drugače razumejo stvari. Tle ne vrednotim boljše, slabše. Pač drugače razumejo neko sceno, neko situacijo, socialno ali drugo, jo drugače
sprejmejo, interpretirajo in se seveda posledično drugače odzovejo. Ker gre za drugačno delovanje možganov. Torej, to je neka osnovna osnovno poved o tem, kaj avtizem je. A ne? Avtizem je vseživljenjsko stanje, to pomeni, z avtizmom se rodiš, živiš in zaključiš življenje. Se pa to stanje lahko spreminja v življenju. A ne? To ni nekaj statičnega. To stanje se najpogosteje spreminja v odvisnosti od tega, v kakšnem okolju ta oseba živi. Torej, ali je to okolje spodbudno, ali je to okolje tako, kjer je taka oseba sprejeta in razumljena, kar lahko je samo sprejeta, pa ne razumljena, a ne? Kjer ima taka oseba možnost se razvijati svoje potenciale, izražati svoje mnenja, izražati svoje čustva, predvsem pa se meni zdi najbolj pomembno, ker ima možnost se učiti živeti z avtizmom. Ker glede na to, da avtizem ni bolezen in ga ne moremo zdraviti, ne obstaja zdravilo, a ne, nimamo druge, kot da se z njim učim živeti. Bodi si kot oseba, ki ima avtizem, bodi si kot družinski član, ki imamo v svoji družini osebo z avtizmom. Zdaj lahko je to otrok, lahko je to partner, lahko je to starš. A ne? Avtizem je med nami že mnogo let, a ne? To ni od včeraj. V Sloveniji sicer so avtizmu tako, prvi začetki so bili, da smo se o njem začeli pogovarjati tam pred 20 leti, morda, a ne? Prej bolj švoh. A ne? V svetu so te debate imeli sicer že prej, a ne? Ampak danes v današnji družbi imamo osebe vseh starostnih skupin. A ne? Imamo otroke z avtizmom, imamo mladostnike in imamo odrasle, imamo starejše odrasle. A ne? Najstarejše sicer na svetu, a ne, osebe z avtizmom so stare tam med 80 in 90 let. Tisti, ki so sicer še živi, poznamo pa kar nekaj med njimi takih, za katere pa vemo, da so imeli avtizem, pa jih že mnogo let ni med nami. A ne. Tako je, na kratko. In v bistvu ravno na to bi se navezal, ko sem bral pač intervjuje in spremljal zgodbe. V bistvu veliko govoriš o inkluziji, o inkluzivnosti in v bistvu me zanima, če bi lahko naštela pa predlagala konkretne korake, kaj lahko kot posamezniki ali pa organizacije naredimo, da smo pri vsakdanjem življenju bolj inkluzivni. Nič drugega kot sprejeti osebo tako, kot je. Zdaj, če govorimo kot osebe, a ne, pomeni, da če se z njim srečam v katerikoli situaciji, bodi si ga dobim domov na obisk, bodi sem v lokalu z njim za šankom in pijem isto pijačo, a ne, ali pa grem na koncert ali pa tako, a ne, in če vidim ob sebi nekoga, ki ima malo drugačno vedenje, da se tega ne ustrašim, a ne, ampak da skušam razumeti, to je oseba, ki ima pač neko drugačno vedenje, nekaj sem bral, mogoče pa avtističen, a ne, kaj pa potem, a ne, nič hudega, a ne. Kot organizacija pa, oziroma kot oseba, ne, če vidimo, da je tak človek mogoče tudi zmeden ali pa v stiski, mu tudi lahko rečem, živijo, rabiš kakšno pomoč, te lahko kaj podprem. A ne. Torej ne hitro skočimo, pa ti pomagam to, pa to, pa to, ampak rečem, tu sem, če me rabiš, povej. A ne. Tako, v tem smislu kot oseba. A ne. Kot organizacija pa v smislu, da so odprte za tudi take ljudi, da se lahko vključujejo v vaše programe. To velja za vse organizacije, a ne. Seveda šole so tudi tiste, ki jih pač morajo sprejeti, a ne, sploh osnovne šole, a ne, ker osnovna šola je obvezna. A ne. Že v srednji šoli so že drugačne slike, da ne govorimo, ko so ljudje polnoletni in ko se zaposlujejo. A ne. Ampak če govorimo o organizacijah, ki pa delujemo, torej nevladne organizacije, ki delujemo za njih v njihovem prostem času in tako dalje, a ne, pa da jim odpiramo vrata in možnost, da so vključeni v naše programe, ki jih sicer organiziramo za druge njihove vrstnike, glede na pač starost in ki ustrezajo našim programom. No? Tako, da smo odprti do njih. A ne? Ker tisti, ki delamo na področju avtizma ali pa tisti, ki živimo, a ne, se v bistvu konstantno soočamo s tem, da te osebe so res deprivilegirane in diskriminirane. Dejansko nimajo toliko možnosti kot ostali nevrotipični vrstniki.
o čemer seveda družba nima najmanjšega pojma, ne? Nimajo teh informacij, nimajo teh izkušenj in se niti ne zavedajo, kako breme je to za družino otroka, če govorimo o mlajšem otroku z avtizmom. A ne? Ker recimo družina z nevrotipičnim otrokom, a ne, s tipičnim večerskim otrokom, a ne, se pravzaprav ne sprašuje, kje bodo ti otroci preživeli dolgih 10 tednov poletnih počitnic. A ne? Starši otrok z avtizmom se pa že marca začnejo ukvarjati s tem, kje bojo ti otroci preživeli poletne počitnice, ker šolske počitnice so dolge 10 tednov. In noben starš, ki je zaposlen, nima 10 tednov dopusta. Tudi če bi jih imel, bi moral vse prišparati, nima tega dopusta. Ne? Tako da pravimo, večinska družba ne ve nič o tem, zato ker nima izkušnje, ne pozna nikogar, ki bi se s tem ukvarjal. Ne? In naš sistem tega problema sploh ne naslavlja. Zdaj govorim sicer o sistemu, tudi o javnem sistemu, javnem sektorju, šolskem in tako naprej. Ne? Tega nihče ne naslavlja. Ne? Mi, ki pa delamo na tem področju, ne, pa imamo vsako leto veliko klicev na to temo, ne, mogoče veste, govorimo o javnem sistemu, ki tega problema sploh ne naslavlja. Ne. Mi dobivamo te pozive, ne, ampak mi smo zelo majhna nevladna organizacija, ki nimamo lastnega kadra in sredstva, da bi mi to sami organizirali. Če pa bi to organizirali na najbolj transparenten, pravno-formalni način, bi to bil tak strošek za družino, ki se ne more privoščiti. Tako da smo tle v strašno začaranem krogu. Letos spomladi sem videla en razpis, pozabila še sicer že katero ministrstvo, ampak je prav razpisovalo razpis za organizacijo poletnih počitniških aktivnosti, a ne? Ampak seveda pogoj je bil, da je v program vključenih najmanj 10 otrok, zaposlijo pa eno osebo. To je za otroke z avtizmom, sploh ne pridemo skozi. A ne? Mi, ki imamo dejavnosti, če govorimo o mlajših otrokih z avtizmom, optimalno število je 3 na 2 odrasla. 4 otroci z avtizmom še gre, 5 ne gre več. Torej, a ne? Torej, je bil nek razpis, jaz sem bila že vesela, super, ker bi to bil način, da pridobimo sredstva, da lahko ta družinski proračun malček sofinanciramo. Nismo ustrezali osnovnim pogojem, ker v tem primeru bi pa seveda morali za sodelovanje zaprositi bodisi prostovoljce. Mi imamo veliko skupino prostovoljcev in brez njih katerega programa ne bi imeli. Ampak nimamo pa takih prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni celo poletje prostovoliti ali pa vsaj, 4-5 tednov. Skratka, začaran krog. Ampak to je to, kar pravimo. V bistvu naš sistem tega sploh ne pozna. Želeli bi si, da bi nas poslušali, ker mi imamo veliko zapovedati, ampak nas ne slišijo. Mi smo veliko pogovorov opravili na različnih ministrstvih, ampak ne pridemo do pravih ušes. To težko razumem, kaj je v ozadju, ampak ja. Ampak to so vsakdanji izzivi, s katerimi se soočajo družine z avtizmom. V bistvu, da se na nek način nakazalo to, kaj bi bile lahko zelo neke neposredne spremembe, ki bi znatno podprle vaša in verjamem, da tudi drugih organizacij trud. Bi pa me zanimalo malo bolj, bom rekel, abstraktno vprašanje ali pa bolj utopično. Če bi lahko karkoli spremenila v sistemu, v katerem živimo, da bi sistem bil ali pa da bi družba bila bolj sprejemajoča in inkluzivna in da bi lahko se naredilo neko znatno spremembo v temu, kaj bi morali spremeniti? Jaz bi najprej spremenila šolski sistem, ki je po eni strani zelo storilnostno naravnan, zelo kompetitiven in z veliko balasta. Torej, šolski sistem, ampak vem, da je to utopično. Nisem optimistična kljub vsem optimizmu, ki ga imamo. Kako bi rekla, na to imamo mi ljudje, seveda ne jaz, ampak odločevalci, direkten vpliv. Ker to pomeni samo, usedemo se za mizo in naredimo otrokom in mladostnikom prijaznejši šolski sistem. Na to ljudje imamo vpliv. Direkten vpliv. Drugo, kar je, bi spremenila družbo, ampak na to pa nimam vpliva. Jaz imam vpliv nase in na moje vedenje, na moja stališča, na moja sočutja, na moje odprto srce in in tako naprej. Nimam pa vpliva na drugega. Torej, na ene stvari imamo vpliv, ne jaz osebno, ampak mi kot ljudje, sej
ne počnemo vsi ljudje istih stvari, ampak na to imamo vpliv. Ne? Nekatere pa ne, a ne, ampak imam pa vpliv nase. A ne? In če recimo s svojim vedenjem lahko kažem neko sliko drugemu, mogoče me bo pa kdo posnemal. Ne samo mene, seveda ne gre za to, da sebe postavljam na pedestal, ampak tisti, ki pač v to smer razmišljamo, ne, se lahko drug od drugega kaj naučimo ali pa preverjamo, ali razmišljam prav, ali mogoče bi pa kaj spremenila. Pa tako, ne. V bistvu se mi ne zdijo v bistvu te stvari tako nepovezane, ker tudi jaz mislim, da bi pač, da ne da potrebujemo, da v bistvu se ne zavedamo, da če bomo tako nadaljevali, bomo pač enostavno implodirali kot civilizacija in veliko parametrov kaže na to. In v bistvu ravno to, ki si omenila, sprememba izobraževalnega sistema bi lahko povzročila to, da bi vplivalo na to, kakšni smo, kako se obnašamo, kakšni smo kot ljudje. In seveda, da to breme samo na šolski sistem ni fair, ker pač imamo tle izobraževalni sistem, ki izobražuje učitelje, imamo starše, ki znatno vplivamo na to, kako učitelji učijo, na to, da si ne priznamo, da imamo izzive kot starši, kot šolski sistem na celoten aspekt vzgoje, ker v bistvu izobraževanje, prenos znanja še nekako funkcionira. Vzgoja, vrednote, empatija, občutki, sočutje. To v bistvu nihče ne uči zares, nihče ne ve, kako to učiti in premalo se nas ukvarja s tem, kako to sprovesti. Nihče pa tega ne pove na glas, da kot družba imamo težavo, ki je zame izvor, tudi tega, kar so se pogovarjali prej, izvor te frustracije, ki se pri enih nakaže v to, da se gre v odvisnost, se gre v kriminal, se gre v agresijo do drugačnosti. In to ima vse skupni imenovalec, ki je ta, da pač si moramo priznati, da nekaj pa vendar nismo naredili prav v našem razvoju. Ampak spet, to je tako utopično in verjamem, da ne mi, ne ti ne bomo nehali delati in bomo še vedno delali na temu. Me pa zanima konkretno, kaj lahko naši gledalci, poslušalci recimo storijo, če želijo podpreti tvoja oziroma vaša prizadevanja? Torej, marsikaj lahko naredijo. Ne? Že to, da nas sprejmejo v svojo sredino, da lahko govorijo o nas in nosijo informacije okoli o nas. Čeprav sem res vesela, ko vem, spremljam in vem, da smo res dobro prepoznani v lokalnem okolju, kar nam res veliko pomeni. Ne? To nam pač starši sporočajo, ker me drugi včasih vprašamo, kako ste nas našli, kdo vas je napotil. Ne? In sem včasih prav tako res zadovoljna, da vidim, kdo vse napotuje starše k nam. Tako da smo dosegli enega od ciljev. Ne? Drugače pa ja, mi smo nevladna organizacija, manjša nevladna organizacija, ki je odvisna od prijav na razpise. Nihče nas direktno ne financira, direktno iz nekega proračuna, če govorimo o tej podpori. Ne? Včasih smo pri razpisih uspešni, včasih seveda tudi ne. Tako da smo odprti za vse načine podpore. Lahko so to donacije, lahko so to direktna financiranja, lahko je to 1% dohodnine, za katerega vemo, da sicer gre itak v državno blagajno. Ne? Namreč Zavod Modri december ima status delovanja v javnem interesu na področju izobraževanja. Ampak ja, tako kot sem pa rekla, predvsem tako, da smo prepoznavni v prostoru in da smo tu za tiste, tisti, ki ocenjujejo ali pa mislijo, da jih lahko podpremo. Želela bi si tudi, da bi odločevalci zagotovo malček bolj se posvetili področju avtizma, zaradi tega, ker vse te situacije, v katerih se v bistvu mi znajdemo vsak dan, kaže samo na to, da področje ni dobro prepoznano. Na nič drugega ne kaže. Jaz verjamem v dobro ljudi, in verjamem, da ne gre v ozadju za neko slabonamerno dejanje, verjamem pa, da gre za nepoznavanje. Tako da mi se tudi še vedno soočamo z nekaterimi lokalnimi skupnostmi, ki sploh nimajo razpisov, na katere se naše ali dejavnosti podobne našim sploh lahko prijavimo. Tako da so pač za občane tistih občin, ki nas v nekem deležu sofinancirajo, so pač naše storitve za njih plačljive. Za tiste občane, ki pa prihajajo iz občin, kjer nas sofinancirajo, pa so seveda storitve brezplačne.
Tako, podobno velja seveda tudi za ministrstva. A ne? Mi se soočamo z situacijo, ko je to res prav očitno, da je področje avtizma zelo, zelo šibko prepoznano. A ne znamo si drugače tega razlagati. Tako da, ampak mi smo tako, ko govorim mi, ne govorim samo o Zavodu Modri december, govorim tudi o Zvezi za avtizem, ki jo pač imamo v Sloveniji. A ne? In je Zavod Modri december eden od zelo aktivnih članov. Tako nismo še izgubili upanja, ne? In še vedno vztrajamo s temi prijavami na te razpise in tako naprej. Tako da ja. V bistvu prihajava k zaključku. Želel bi si posvetiti ta najin pogovor vsem, ki ste se kadarkoli v življenju počutili drugačne. In v bistvu nakazuje na to, da pa vendarle smo si pač enaki vsaj v temu, da mislim, da vsi smo imeli ta občutek, kaj pomeni biti drugačen. In naj to bo navdih pri temu, da drugačnost drugih malo bolj spoštujemo, sprejemamo in pač z njo sobivamo, ker to je edini način, da bo naš jutri malo manj naporen. Edini način, da preživimo kot družba. Ja. Patricija, iskrena hvala, vso srečo še naprej. Hvala tebi za povabilo, mi je bilo veselje. Hvala. Hvala. Pogovori nastajajo v okviru Iskre, stičišče NVO Istre in Krasa, ki aktivno spodbuja ter podpira razvoj profesionalnega, trajnostnega, odpornega, prilagodljivega in odzivnega nevladnega sektorja v obalno-kraški regiji. Program sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz sklada za NVO. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča MJU.